Ja, še enkrat prav lep pozdrav. Zdaj s Simono bova na kratko šla čez tisto, kar je sicer zapisano kot nekaj, kar bi bilo ekskluzivno, čeprav dobro vemo, da Slovenske splošne knjižnice smo že kar precej dobro vpete v mednarodno okolje. Zdaj, o čem se razlikuje tisto, kar počnemo v Mestni knjižnici Ljubljana? Ja, no, ta najina predstavitev nekje tudi na dva dela razdeljena, če bo ravno 10 minut, bomo probali tako malo hitrej, da se ne bo preveč razvleklo. Zdaj, prvo izhodišče je tisto, na podlagi česa smo pravzaprav sploh začeli zadevo izvajati na neki nacionalni ravni in drugo, kakšne je to, katere so te naše izvedbene oblike, na kakšen način udejanjamo, poskušamo zastopati Slovenske splošne knjižnice ali pa sodelovati z ostalimi slovenskimi splošnimi knjižnicami pri mednarodnem sodelovanju in pa, kam nas nekako ta naša pot vodi, kaj želimo pravzaprav s to našo kompetenčno vsebino doseči. Zdaj, prva zadeva je, da formalno smo te posebne naloge zastopanja Slovenskih splošnih knjižnic začeli izvajati v letu 2020, zato ker so se pač spremenili, določene spremembe so bile pri organiziranju razvojnih dejavnosti knjižnic v Sloveniji. Zdaj, veste, Center za razvoj knjižnic in njihove aktivnosti so bile za koncem leta 2019 nekoliko spremenjene. In to je tudi zadelo področje mednarodnega zastopanja tako imenovanih nacionalnih organov za splošne knjižnice v Evropi. Predstavnik v NAPL-u v preteklih letih, v preteklem desetletju je prihajal z nacionalne knjižnice, zato ker pač v nacionalni knjižnici zadeve niso bile pač na ta način zapeljane. Smo prijeli pobudo strani Ministrstva za kulturo, da v skladu z 69. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in pa 55. člena Zakona o knjižničarstvu, da Mestna knjižnica Ljubljana zastopa Slovenske splošne knjižnice pri tem organu, ki je neke vrste derivat Združenja evropskih knjižničnih združenj, se pravi BLIDE. Glavni namen tega predstavljanja oziroma sodelovanja v tem neformalnem organu je, da se sliši glas Slovenije. Ker cilj Združenja nacionalnih organov oziroma National Authorities on Public Libraries in Europe je, da bi poskušali na nekem skupnem nivoju najti, katere so tiste skupni cilji, skupne strategije, skupne aktivnosti, ki splošno knjižničarstvo v Evropi peljejo k temu, da se znamo prilagoditi na izzive, ki nam jih prinaša tehnologija, spremembe v družbi in tako naprej. Torej, tam nekje od leta 2020 smo te zadeve peljali, zdaj kaj več o samem NAPL-u vam jaz ne bi niti razlagal, zato ker smo imeli na to temo že, mislim, da sta slabo leto nazaj, izobraževanje preko učnega centra MKL. Tako da vljudno vabljeni boste dobili povezavo na to predstavitev, ker smo malo več o tem spregovorili. Zdaj, mogoče opozoril bi samo na to, da ima NAPL še kar nekaj dela, kot vidite, je precej sivih lis, iz katerih držav zastopniki še ne prihajajo, predvsem niso pokrite Francija, Italija, pa nekatere vzhodnoevropske države. Zdaj, sam pomen NAPL-a je pa predvsem v tem, da to so vse aktivnosti, kaj vse izvajamo, da poskušamo biti čim bolj prilagodljivi. Se pravi, poiskati tiste teme, tiste vprašanja, ki so na evropski ravni večkrat bolj
problematična, pa jih niso še naslavljali na drugih področjih. Tukaj govorimo predvsem na področju povezovanja med knjižnicami. Sestrski program povezovanja knjižnic se je prvi začel pravzaprav preko NAPLA, že v letu 2002. Zdaj je že kar nekaj drugih načinov, kako se lahko knjižnice med sabo najdejo, se pravi ta twinning program, in med seboj sodelujejo. Potem je bilo področje dela z manj zastopanimi osebami, se pravi regionalnih manjšinskega jezika. Zelo močno je bilo področje na vprašanje elektronskih knjig, vpeljevanje izposojevalnih platform. Tukaj se mi zdi, da je tak precej pomemben del naredil NAPL in tukaj mislim, da smo se tudi slovenske splošne knjižnice zelo dobro vključile. Zdaj, tako prej, ko smo imeli še predhodno platformo, kakor tudi zdaj, ko kolegi iz Novega mesta, skupaj s kolegi iz Novega mesta poskušamo povedati, zakaj je naš sistem sprejemljiv in kaj bi lahko bilo še boljše. Diseminacija seveda poteka večinoma preko naše spletne strani in drugih digitalnih poti, predvsem tiste, za katere so se izkazali, da so mogoče malo bolj uporabne, se pravi razni LinkedIni in podobno. Zdaj, poročila so ena taka zadeva, ki so na naši spletni strani in ki so se zelo dobro obnesla takrat, ko smo zapluli v obdobje koronavirusa. In v bistvu ta poročila NAPL so bila zelo dobro izhodišče za širšo razpravo tudi na ravni Eblide. In to je tudi pripeljalo do tega, da smo se začeli v malo večji meri povezovati z obema ključnima partnerskimi organizacijama, ki delujeta v Evropi, torej že prej omenjena Eblida, spravo Združenje bibliotekarskih združenj in pa informacijskih specialistov, in pa zagovorniška organizacija Public Library 2030. Z njimi smo že poskušali zapeljati določene skupne akcije. Imamo pa še kar nekaj teh ciljev, ki jih želimo recimo do leta 2027 zapeljati. Zdaj tudi preko nekaterih drugih aktivnosti, se pravi preko odziva OMC skupine, v kateri bom čez minuto, dve, kaj nekaj več povedal. In pa recimo eno tako področje, ki bo tudi v prihodnje, kako prikazati čist številčno, zakaj so knjižnice pomembne v okolju, torej statistika je razdelana, taka, ki zelo muči splošne knjižnice v Evropi. Eblido sem že omenil, glede na to, da smo da je NAPL njihov derivat, smo močno upeti v njihovo delovanje, torej pri pripravi različnih dokumentov, pri različnih programov, strategij, skupnih usklajenih akcij. Zdaj, glede na to, da je Eblida dobila tudi že podporo strani Creative Europe financiranja za tako imenovan ELAN projekt, zdaj, upam, da ste že slišali za to European Library Association Network, torej zajeten kos finančne pogače, s katero bodo želeli malo bolj podpreti povezovanje evropskih knjižnic preko Eblide. In tam noter želimo tudi upeljati dobre prakse, ki jih brez našega sodelovanja ne bo moč zajeti. Omenil sem Public Library 2030, zagovorniška organizacija, ki ima sedež v Bruslju. Zdaj, ključni element tega neformalnega združenja je, da so v njem poskušali zastopati čim bolj raznolike knjižnice po Evropi. Imajo tudi zasnovan sistem povezovanja nekih ključnih knjižnic, ki jih pač to združenje prepozna v posameznih okoljih. Za slovensko okolje sta to Mestna knjižnica Kranj in pa Mestna knjižnica Ljubljana. Predvsem zaradi velikosti, ker rabijo imeti pač neko uravnoteženost
malo večje knjižnice, preko katerih lahko potem dostopajo do drugih. Tako da preko Public Club 2030 poteka tudi kar nekaj aktivnosti. Zdaj v zadnjem času je ključnih aktivnosti sodelovanje pri pripravi podatkov in zagovorniških aktivnosti v okviru delovnega načrta za kulturo EU oziroma dela OMC skupine. No, pač pripravljajo se tudi neke statistike, zdaj tole. Ena zelo fajnih zadev je, da vsako leto pripravijo poročilo o tem, kakšne so statistične primerjave med posameznimi državami, zdaj tale iz leta 2022 za Slovenijo, za 2023 se ravno pripravljajo podatki, tako da jaz verjamem, da bo tam nekje aprila, maja, tale nov list ven išel. In v okviru Public Club 2030 poteka tudi kar nekaj projektov, v katere so bile vključene marsikatera slovenska splošna knjižnica, predvsem Kranj, Koper, naša knjižnica in predvsem pri preverjanju dobljenih podatkov so veliko pomoč aktivnosti tudi slovenskih splošnih knjižnic. In ne nazadnje, da ne bom omenil sem Work Plan for Culture oziroma delovni načrt EU za kulturo za obdobje 2023-2026, se pravi, to je neke vrste strateški načrt, kako naj bi kultura bila zapeljana v nekem obdobju. In v aktualnem strateškem načrtu je poseben pomen, da naj se preveri, zakaj so knjižnice pomembne v kulturnem sektorju in kaj bi se potem v naslednjem strateškem obdobju lahko naredilo za to, da bi bile knjižnice pri tem tudi finančno podprte, ne samo moralno. Če jaz sem super fajn, da smo, čas rabiš tudi kaj denarja. Torej, in v okviru tega je bila zasnovana oziroma organizirana, ko bi rekel, ekspertna skupina. Zastopniki so iz Ministrstva za kulturo za vsake EU države in skupaj želimo pripraviti nek priporočila, pregled, kaj obstaja in kaj morajo podpreti po letu 2027 in na kakšen način naj podprejo, kateri so tisti ključni področja. In za ta področja bomo imeli mi pripravljeno poročilo ob koncu tega leta in že zdaj ste vabljeni, da se spet srečamo v Mestni knjižnici Ljubljana 5. novembra, kjer bomo lahko o tem malo več spregovorili, tukaj spodaj gradnja mosta vloge knjižnice v Evropi. Torej, poročilo OMC skupine, tako na OMC skupine, bo pripravljeno v juniju letošnjem letu in se pravi novembra bo ravno pravi čas za diskusijo o tem. Zdaj razen, če ne bo prej že zaključna konferenca ali bo zaključna konferenca ali ne, pa še ne vemo točno. To je odvisno od evrobirokratov, če bodo odobrili sredstva za to. Torej, ja, v tej skupini pa sodelujejo Marjan Gutman z ministrstva, pa jaz kot njegov namestnik. Malo več o tem smo tudi že govorili in sicer na novostih o knjižničarstvu lanskega junija, torej tudi ta posnetek vam je na voljo, si lahko pogledate na Nukovi spletni strani oziroma tle neposredna povezava. Zdaj, še eno zadevo bi želel izpostaviti. Glede na to, da tudi svetovno knjižničarstvo je pomembno za nas in glede na to, da IFLA je imela v zadnjih letih kar precej težav za svojim organiziranjem, za svojim delovanjem, si tukaj tudi prizadevamo malo bolj se vključiti v te aktivnosti. Zdaj ravno v ta ponedeljek so se začele volitve za nove organe oziroma za popolnjevanje določenih organov in tudi tukaj se bomo v sodelovanju z drugimi knjižnicami, predvsem z ZBDS in predvsem pa z ZBDS, poskušali malo več vključevati v aktivnosti na svetovnem knjižničarstvu preko IFLA organov, tudi v Mestni knjižnici Ljubljana. Glede na to, da smo sicer ena izmed redkih slovenskih knjižnic, ki smo institucionalni člani, ko je na tem mestu vas ljudno vabim, da se tudi vi pridružite, ker roko na srce smo edina splošna knjižnica izmed vseh članic
IFLE in ker na ta način tudi lahko okrepimo pomen slovenskih splošnih knjižnic na svetovnem nivoju. Še en korak, kjer lahko pokažemo, kaj vemo in kaj znamo. Tukaj je predstavljena struktura, tega ne bi preveč razlagal. To mislim, da je stvar debate za kakšno dodatno izobraževanje, ki bo večkrat dlje trajala, kot pa samo 10 minut. Zdaj, obstajajo še nekatere druge aktivnosti, zdaj vljudno ste vabljeni tudi na 15. posvetovanih kolegov iz Hrvaške, letošnje leto bojo v Vinkovcih, in tudi tukaj se povezujemo z Združenjem splošnih knjižnic in pa z Nacionalno knjižnico, kot so organizatorji, kot ambasadori hrvaških knjižničarjev, tako da pričakujte v naslednjih 14 dneh, da pride ven poziv za prispevke in zelo veseli bi bili, če bi dobili tudi odziv iz Slovenije, kar pač kolegi iz Hrvaške nekako tudi pričakujejo. Hvala. Torej, moj del je nekoliko bolj praktičen. Predstavila bom naše praktične izkušnje na področju mednarodnega sodelovanja in predvsem z enim namenom, da to, kar delamo, kar smo se mi naučili iz svojih napak ali pa iz naših dobrih izkušenj, ponudimo tudi vam na voljo, da vam ne bo treba ponoviti vseh napak, ki smo jih že mi naredili namesto vas, tako da predvsem z tega vidika karkoli povem, poslušajte, kaj bi mogoče vam prišlo prav, ker namreč želimo si, da bi bilo mednarodno sodelovanje dostopno vsem splošnim knjižnicam in mi vam želimo pri tem ponuditi podporo. Se pravi, mednarodno sodelovanje je naša najmlajša kompetenčna vsebina, ampak izkušnje imamo pa že zelo dolgoletne. Naše korenine so najbolj zasidrane v knjižnici Otona Župančiča, kjer sta takrat še Breda Karun in Simona Resman to razvijali. Od leta 2008, pač z ustanovitvijo MKL, pa smo to razvijali in udejanjali v okviru različnih služb in delovnih skupin. Največ izkušenj imamo z področja izobraževanja odraslih, ki je zdaj nekako združeno v okviru programa Erasmus+. Zdaj, za samo področje mednarodnega sodelovanja je bilo pri nas, po moje, zelo pomembno leto 2021, ko se je oblikovala prenovljena vizija Mestne knjižnice Ljubljana, kjer je mednarodno sodelovanje izpostavljeno kot en ključnih naših ciljev. In v naslednjem letu smo pridobili akreditacijo Erasmus+, in to dvoje je nam dalo nek nov zagon za področje mednarodnega sodelovanja. Tako da iz tega priporočamo dve stvari, da tudi vi mednarodno sodelovanje v okviru vaših potreb umestite svoje strateške dokumente in da se tudi vi prijavite za projekte Erasmus+ in akreditacijo Erasmus+. Torej, v konec lanskega leta smo pa nekako vse te aktivnosti, ki jih razvijamo v MKL, združili v Center za mednarodno sodelovanje. In Center za mednarodno sodelovanje ima največji del svojih nalog na ravni Mestne knjižnice Ljubljana. Predvsem izvajamo akreditacijo Erasmus+ za področje izobraževanja odraslih, koordiniramo in združujemo različne projekte mednarodnega sodelovanja, ki potekajo pri nas in organiziramo različna gostovanja, obiskov kolegov iz tujine, pri tem sodelujemo tudi z več slovenskimi knjižnicami, z Nukom velikokrat, z Novim mestom, z Mariborom, z Radovljico, Kranjem. Konkretno to pomeni, da pride skupina knjižničarjev iz tujine, pripravimo za njih nekajdnevni program obiskov in potem en del programa poteka pri nas, en del v kateri drugi knjižnici. Ali pa recimo, če kolegi iz Novega mesta gostijo koga pri njih, jih sprejmemo za dan nekaj ur pri nas in jim predstavimo naše delo. Tako da to, če boste kdaj razvijali, če boste vi koga gostili, smo vam tudi na voljo za bodisi informacijo o tem, kako pripraviti tak program, bodisi da vam pomagamo z kakim delom programa pri nas. Prizadevamo si tudi
že zdaj nuditi podporo drugim slovenskim knjižnicam in deliti naše izkušnje in informacije iz vseh faz projektnega dela, recimo ne vem, pri pripravi prijave, pri poročanju, pri izvajanju. Potem naprej, predvsem naše partnerje, ki z nami sodelujejo iz Evrope knjižnice, tudi njih spodbujamo, da se prijavijo na akreditacijo Erasmus Plus ali pa na kakšne projekte, tudi tu smo kar uspešni. Se pravi, največ izkušenj imamo na področju Erasmus Plus programa, redno organiziramo delovne obiske naših zaposlenih v tujini, v letu 23 in 24 smo skupaj organizirali za 27 naših zaposlenih obiske na 6 lokacijah. To kar dobro teče, o tem tudi poročamo, ne vem, na knjižničarskih novicah, na e-pale, na naši spletni strani, tako da tam so dosegljiva številna poročila in vtisi in predlogi za delo naprej. Naslov tega slajda je polinkan do podstrani o akreditaciji na naši spletni strani, tam boste našli veliko dodatnih gradiv o tem. Naslednja aktivnost, ki smo jo organizirali lansko leto prvič, je bilo mobilnost učečih se v tujino. Z 2 branima kluboma so šli kolegi, ena ekipa je šla v Oslo, druga v Provenco. In tukaj sem dala 2 članka, ki povzemata nekaj naših izkušenj in se pravi, da vam lahko pomagate, ko se vi lotite take aktivnosti. V letošnjem letu bomo organizirali še vse 4 mobilnosti. Sem pa ravno kar govorila z kolegico iz Novega mesta, tudi vi ste se podali na to pot organizacije mobilnosti za uporabnike, tako da bo znanja v mreži slovenskih knjižnic kar nekaj o tem. V okviru akreditacije organiziramo tudi udeležbo zaposlenih na tečajih v tujini in povabila strokovnjakom iz tujine. Lansko leto smo skupaj z ZBDS-jem smo prispevali našo vabljeno strokovnjakinjo tudi v program kongresa, tako da probamo najti, da bi tudi naše znanje in naše izkušnje čim večjemu krogu knjižnic pomagalo. Na tem slajdu sem navedla nekaj naših mednarodnih projektov in programov, iz katerih izhajajo, samo s tem namenom, da vidite, kje delamo in mogoče nas pocukate, če boste kdaj potrebovali izkušnje iz tega področja. Ne bom govorila o njih podrobno, so povezave, kjer piše na dolgo in na široko. Džibuk 2 in 3 pa predstavljajo tudi kolegica Kristina. Še enkrat, največ naših izkušenj je z programa Erasmus+, ki ga res zelo priporočamo, ker je toliko fleksibilen, da je in za začetnike na področju mednarodnega sodelovanja med knjižnicami in tudi za bolj izkušene. Nacionalna agencija za Erasmus+ je CMEPIUS, oni nudijo res kakovostno podporo v vseh fazah, tako da se lahko skozi to veliko naučite in potem uporabite pri drugih programih. Tu je tudi sta povezavi do 2 naših člankov na knjižničarskih novicah, kjer je zelo praktično razloženo, kaj je Erasmus+ program, katere finance so na voljo, prav na primeru naše knjižnice in lahko najdete informacije za svoje delo. Se pravi, trudimo se, da bi bili podpora drugim knjižnicam in v sodelovanju z učnim centrom zato organiziramo različne izobraževanja in usposabljanja, predvsem predstavitve Erasmus+ programa, izobraževanja v mednarodnem sodelovanju na splošno, kar je tudi že prej Aleš povedal, pa Mateja. Objavljamo prispevke, kjer predstavljamo mednarodno sodelovanje, pa tudi prek telefona, zoomov, mailov, odgovarjamo na kakšno vprašanje in pravim, smo na voljo za naprej, da delamo na tem področju, če vam pride kaj prav. Nanaša se pa
naše izkušnje so pač iz več programov in iz več faz projektnega dela. Nekako je vizija, da tudi Center za mednarodno sodelovanje v perspektivi postane kompetenčni center, tako da k temu nekako stremimo. Za zaključek samo naš kontakt. Pod tem skupnim mailom sva trenutno Simona Šinko in Maja Šehtman, isto kot je povedala že Mateja za učni center, v ozadju pa cela ekipa od MKL-ja, tudi z konkretnimi rešitvami naše računovodstvo, pravna služba, tehnična služba, kako organizirati vse stvari, ki so povezane z določeno mednarodno aktivnostjo, tako da to je to.